Torej, Milan, zdaj sva ugotovila, da je v odnosu najtežje nekako reči ne. Zakaj ta beseda ne tako močno odbija? To je pravzaprav tisto sivo polje, kjer sami sebe ne poznamo. In potem, ko imamo v misli, da ne bomo naredili kaj narobe, da kakšni bomo izpadli, potem rečemo ja, samo da ustrežemo. Kar v osnovi pomeni, da pravzaprav gremo v neko drugo energijo, nekoga spustimo v svojo intimnost in potem svoj čas pravzaprav posvetimo drugemu. To je izključno zaradi tega, ker sami sebe ne poznamo. Bolj, ko spoznavamo sebe, spoznavamo svoje meje in potem lažje tudi drugim postavimo tisto mejo, do koder lahko pridejo. Se pravi, bolj trden odnos postavljamo sami s sabo, bolj spoznavamo sebe. Tako, bolj kvalitetni odnosi so okoli nas. In ta beseda ni več skrivnostna. Ne. Se odkrije. Tako. V bistvu ne, pravzaprav postanemo zadovoljni s tem, ko rečemo ne. Kar pomeni, da začnemo sami sebe spoštovati. Torej ni, da se vedno nekje poklonimo in rečemo ja, samo zato, da se nekomu malo podredimo, prilagodimo, ne poslušamo sebe, pa začnemo odnos delati s seboj in s tem tudi v bistvu ta ne počasi odmikamo. Ja, pravzaprav dobijo vedno večjo veljavo, ne? Ker s tem, ko mi pravzaprav rečemo da, pa tega v resnici ne mislimo, pomeni, da del svojega življenja nekomu poklonimo. In ko v bistvu nekomu nekaj poklonimo, tega ljudje ponavadi ne znajo ceniti, če za to ne prosijo. Se pravi, odnos tvorimo več ali manj z vsako stvarjo, povsod, naj si bodi to služba, naj si bodi to z otrokom, s šefom, v končni fazi imava midva nek odnos v tem trenutku. Kako na najlažji način za vse tiste ljudi, ker vem, da jih je ogromno, ki se s tem borijo, ne govorijo o tem oziroma pač mogoče še celo mislijo, da tvorijo čudovit odnos, pa nekje znotraj njih vselej ni najboljši. Kje začnemo pri odnosu? Kako naredimo nekaj zase, da rečeš, ok, vem, nekaj moram spremeniti, nekaj znotraj mene govori, kliče po spremembi, pa je ta skrivnostni ne še vedno toliko velik, da to ne gre. Kje začnemo? Začnemo čisto preprosto vajo, da vsako jutro, ko se zbudimo, se vprašamo, kaj želimo do današnjega dne. Zakaj smo se sploh zbudili, kako se želim počutiti konec dneva. In potem, ko je dneva konec, mi preverimo, pravzaprav, kako se počutimo. In na ta način bomo v bistvu začeli psihološko omejevati za en dan. Imeli bomo občutek, da se je nekaj začelo in da se je nekaj končalo. In s tem bomo pravzaprav hvaležni, da se bomo ponovno naslednji dan zbudili. Koliko časa pa rabimo delati vajo, da najnim gledalcem majhno obelodaniva to? Večinoma s osebami, katerim delam, je to uspelo po 3 tednih. Ampak rajši rečem 3 mesece, kar je pač eno časovno obdobje oziroma en letni čas. In takrat pa zagotovo že večini uspe. Ker večino pa že malo ponotranjimo, ne? Tako se to je ravno cilj, da ponotranjimo. Predvsem občutke. Mi se pravzaprav ne zavedamo, da ko se rodimo, nam edina stvar v življenju, ki nam je podarjena, je čas. Se pravi, vsi imamo omejen čas. In več, ko ga namenjamo drugim, sebi krajšamo življenje. Ja, to pozabljamo. Tako, in mi v bistvu, ker moramo začeti živeti za trenutke. Mi pa velikokrat, ker ne zaključujemo stvari, tako kot dneva ne zaključimo, ne? S tem, če gremo mi spat, ne pomeni, da smo ga zaključili, ne? Ja. Kar se zbudimo, gre najkrat mine desetletje ali pa še celo več, ne? Ko se zavemo, da smo se, kaj smo pa počeli? V bistvu si pa mogli vsakega dneva posebej zavedati. In zato treba vsaki dan posebej zaključiti. Torej, vprašali ste, kako začeti? Najlažje z vajo, ko jo je predlagal Milan. Pa gremo na delo.